Ponatis imenitne knjige Konjiška dekanija, umetniški spomeniki Levantinske škofije, drugi zvezek, se je ob 101. obletnici izida in 90. obletnici avtorjeve smrti, doktorja Avguština Stegenška, končno uresničil. Na ta velik dan smo v avli Kulturnega doma Slovenske Konjice gostili Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, doktorja Vita Hazlerja, profesorja na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, gospoda Romana Štusa, dekana dekanije Slovenske Konjice, Jožeta Vogrina, arhidiakona v nadžupniji Slovenske Konjice, Aleksandro Boldin, profesorico sociologije in zgodovine, Blaža Prapotnika, urednika Dela in seveda veliko število naših gostov in obiskovalcev, ki se jih je v avli Kulturnega doma zbralo preko 150. Z nami pa je Aleksandra Boldin, profesorica zgodovine in sociologije, ki je knjigi Konjiška dekanija dodala nekako bistveno knjižico o doktorju Avguštinu Stegenšku, torej avtorju knjige Konjiška dekanija. Kaj bi lahko dodali o samem avtorju in o pomenu knjige Konjiška dekanija za naše področje, za konjiško območje? Ja, no, že od diplome naprej moram povedati, da mi je bila ta Konjiška dekanija, avtor je doktor Stegenška, pomemben vir. Seveda za pisanje o naši zgodovini. Ampak na žalost je teh izdaj zelo malo. Tako da sem zelo vesela, da so se na občini z glavnim pobudnikom županom Miranom Gorinškom odločili za ponatis, pravzaprav faksimilirani ponatis Konjiške dekanije, da bo zdaj na voljo pravzaprav vsaki družini, če jo bo le hotela. No, sam avtor me je pa že takrat navdušil in me je pravzaprav zanimalo, kdo je ta velik človek, ki se je lotil tako pomembnega dela. In moramo povedati, da je bil to človek mnogih talentov, ne samo kot izdajatelj topografij, ampak je pravzaprav na študiju v Rimu tudi izpopolnjeval svoj umetniški talent, namreč bil je tudi na nek način slikar, kajti v knjižici je vse nariske sam narisal, poleg tega se je ukvarjal tudi s fotografijo in strokovna javnost, med drugim tudi naš slovenski fotograf Mirko Kambič ga je tudi nekako uvrstil med pionirja oziroma med pionirja slovenske fotografije. Poleg tega je izdelal tudi svoj pečat, ki ga lahko v njegovi dekaniji tudi vidimo. Sicer bi pa lahko rekli, da se je doktor Stegenšku mudilo živeti. Namreč umrl je precej mlad, ampak kljub temu je v svojem mladem življenju zelo veliko dosegel. Bil je doktor filozofije, čeprav izhaja iz revne kmečke družine, so že zelo zgodaj zaslutili, da ga je treba dati šolati. Potem pa se je torej to njegovo ustvarjanje kar nadaljevalo. Med drugim je bil tudi predavatelj na bogoslovju v Mariboru, potem je dobil mesto tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Žal je to mesto zavrnil, ker je bil tak človek, da so ga zanimale mnoge stvari in se je med drugim začel ukvarjati tudi z jeruzalemsko topografijo in ga je pravzaprav malo zaneslo stran od naših krajev, čeprav se je tukaj izkazal kot zelo uspešen. Namreč slovenski umetnostni zgodovinarji in tudi zgodovinarji ga res uvrščajo med strokovnjake, ki jih še do danes skoraj da ni bilo moč preseči. Med drugim pa je bila povezava tudi z našim rojakom, napotnikom, knezoškofom, ki mu je pravzaprav marsikdaj dal podporo za izdajo njegovih knjig, med drugim tudi omogočil njegovo potovanje v Jeruzalem. Tako da na nek način so ga že takrat cenili, ampak danes ocenjujemo, da se je njegova veličina pokazala šele po njegovi smrti. V svoji Konjiški dekaniji pa seveda ne piše samo o sakralnih spomenikih, ampak tudi o gradovih, torej o posvetnih dvorcih, med drugim tudi o Žički kartuziji. In na srečo
Lahko rečemo, da danes Žička kartuzija ne propada, tako kot je on napisal, da mu je žal, da je tako hitro propadla, čeprav so se stoletja trudila s to pomembno stavbo in hvala Bogu lahko tudi rečemo, da imajo današnje institucije na čelu z občino Slovenske Konjice, županom seveda posluh, da se Žička kartuzija oživi, ne samo arhitekturno, ampak tudi, da je živo dogajanje v njej, tudi v bistvu te prireditve, ki jih vi prirejate v sklopu teh poletnih prireditev, to glasbenih večerov, tako to seveda tudi pripomore k oživitvi. Tako da, jaz sem zelo navdušena, da je v teh naših krajih posluh za kulturo, zgodovino, da nekako to živi. Gospa Aleksandra Boldin, najlepša hvala za tale pogovor in hkrati hvala za vaš velik prispevek konjiški zgodovini. Hvala tudi vam.